Pozdravljeni! Danes si bomo pogledali nekaj malega o teoriji iger. Teorija iger se ukvarja z matematičnimi modeli strateških interakcij med racionalnimi agenti. Veliko se uporablja v ekonomiji. Kot začetnika moderne teorije iger štejemo Johna von Neumana in Oskarja Morgensterna, ki sta leta 1944 objavila knjigo Theory of Games and Economic Behavior. Prav tako pa je bilo za napredke na področju teorije iger podeljenih več Nobelovih nagrad. Najbolj odmevni so bili morda prispevki Roberta Aumana, Thomasa Schellinga, Johna Harsanija in Johna Nasha, ki ga morda poznate tudi iz filma A Beautiful Mind. K Johnu Nashu oziroma Nashevemu ravnotežju se bomo vrnili tudi kasneje v videu. Teorija iger je zelo koristna za modeliranje situacij, v katerih je rezultat odvisen od vseh odločitev udeleženih igralcev. Igro pa lahko definiramo kot vsako situacijo, v kateri igralci oziroma udeleženci sprejemajo strateške odločitve. To pomeni odločitve, ki upoštevajo dejanja in odzive drugega. Za potrebe našega uvoda bomo sprejeli nekatere predpostavke. Prva predpostavka je, da so izkupički v igri znani in fiksni. Druga predpostavka je, da se naši igralci obnašajo racionalno. To pomeni, da maksimirajo svojo funkcijo koristnosti. Tretja predpostavka je, da so naše strategije znane. Strategija nam pove, kaj lahko storijo igralci. Četrta predpostavka pa je, da so pravila igre splošno znana. To pomeni, da vsak posamezen igralec pozna število igralcev, njihove strategije in izkupičke iz vseh možnih kombinacij strategij. V tem videu si bomo najprej pogledali priporniško dilemo, ki je večinoma prva igra, ki jo spoznamo, ko se začnemo malo bolj poglabljati v teorijo iger. Veliko od vas verjetno bistvo igre že pozna, danes pa jo boste morda lahko spoznali še na bolj sistematičen način. Priporniška dilema je simultana igra, kar pomeni, da se igralci istočasno odločijo, katero od strategij bodo igrali. Igralci torej ne morejo opazovati, kaj delajo preostali igralci. Vse simultane igre so sestavljene iz števila igralcev n, igralci so lahko države, podjetja, posamezniki in podobno. Prav tako vse simultane igre vključujejo množico čistih strategij s in pa množico funkcij pričakovane koristnosti oziroma izkupičkov. To vam bo morda postalo še bolj jasno na primeru priporniške dileme. Zgodba, ki stoji za priporniško dilemo, se glasi takole. Dva moška aretirajo zaradi suma na kaznivo dejanje, vendar pa policija nima dovolj informacij, da bi ju obtožila. Vsakega pripornika pridržujejo v svoji sobi in med njima ni komunikacije. Policija vsakemu ponudi podoben dogovor. Če eden od pripornikov priča proti svojemu partnerju, kar pomeni, da ga izda, drugi pa molči, kar pomeni, da sodeluje s svojim partnerjem, izdajalca policija izpusti, tisti, ki molči, pa prejme polno kazen. Če oba molčita, sta obsojena na neko manjšo kazen, če pa oba izdata drugega, dobita daljšo kazen. Vsak zapornik se mora tako odločiti, ali bo izdal ali sodeloval. Kaj naj storita? Igro si lahko bolj natančno pogledamo v naslednji tabeli. To je klasičen način, na katerega predstavimo simultane igre. Z rdečo so označene strategije in izkupički prvega pripornika, z modro pa strategije in izkupički drugega pripornika. Tako vidimo, da ima prvi pripornik strategijo izdaje, ki je označena z I, in strategijo sodelovanja, ki je označena s črko S. Prav tako ima pripornik 2 strategijo izdaje in strategijo sodelovanja. Izkupički pa so predstavljeni na naslednji način. Če oba od pripornikov izdata drugega, se nahajamo v tem prostorčku. Pripornik 1 dobi 0, pripornik 2 prav tako 0. Če pripornik 1 sodeluje, pripornik 2 izda, dobi pripornik 2 4, pripornik 1 pa -1. Zdaj pa poglejmo, kako naj se igralci obnašajo v tej igri. Takšne igre rešujemo na naslednji način. Najprej predpostavimo, da se drugi zapornik odloči za izdajo. Pogledamo, kaj je najboljša strategija, ki jo lahko igra pripornik 1, glede na to, da pripornik 2 izdaja. Ker je 0 večje od -1, se bo pripornik 1 odločil za izdajo. To lahko označimo z zvezdico. Podobno zdaj pogledamo, kaj naj pripornik 1 naredi, če pripornik 2 sodeluje. Ker je 4 večje od 3, se bo pripornik 1 odločil za izdajo. Kot vidimo, je za pripornika 1 vedno bolje, da izda, kot da sodeluje. To pomeni, da je izdaja dominantna strategija. To je strategija, ki je optimalna, ne glede na izbrano strategijo nasprotnika. Podobno lahko ugotovimo, da je tudi za pripornika 2 dominantna strategija izdaja. Pripornik 2 bo torej vedno dobil več, če bo izdal, kot če bo sodeloval. Ne glede na to, kaj dela pripornik 1.
To pomeni, da nobeden od igralcev ne bo nikoli izbral sodelovanja in lahko sodelovanje preprosto izbrišemo iz množice možnih strategij. Tako nam ostane le profil strategij izdaja. Takšen način reševanja oziroma izbris strategij sodelovanja imenujemo eliminacija strogo dominiranih oziroma prevladanih strategij. Vendar pa je ta edinstveni rezultat neučinkovit. Učinkovita razdelitev namreč maksimira skupno vsoto koristnosti igralcev, kar bi bil primer izida sodelovanje. V primeru, ko oba igralca namreč sodelujeta, bo skupni izkupiček 6. V našem primeru pa bo skupni izkupiček zgolj 0, kar pomeni, da rezultat ni učinkovit. Igralca, ki optimizirata in sta racionalna, torej izbereta skupno najslabši možni izid igre. Rezultat, do katerega pridemo z eliminacijo strogo dominiranih strategij, pa imenujemo tudi Nashovo ravnotežje. Nashovo ravnotežje je torej naš profil strategij izdaja. Nashovo ravnotežje je definirano kot vzajemni najboljši odgovor. Gre torej za par strategij, ki sta najboljši odgovor druga na drugo. Nashovo ravnotežje je v teoriji iger profil strategij, pri katerih nihče od igralcev ne more povečati svojega pričakovanega izkupička s spremembo svoje strategije, ne da bi tudi nekdo od drugih igralcev spremenil svojo strategijo. Zdaj pa se seznanimo še s pojmoma, ki sta relevantna v okviru predmeta Ekonomska analiza delovanja trga in podjetja v EU. V okviru predmeta govorimo o igrah z ničelno vsoto oziroma zero-sum games in igrah z neničelno oziroma pozitivno vsoto. Za kompetitivne igre z ničelno vsoto, kjer imamo dva igralca, je značilno, da toliko kot eden od igralcev pridobi, toliko drugi izgubi. Primer takšne igre je recimo kamen, škarje, list. Na gospodarsko rast so včasih gledali kot na igro z ničelno vsoto, v kateri države med seboj tekmujejo. Zato so države hotele z različnimi ukrepi zaščititi svoje gospodarstvo in so sprejemale protekcionistične ukrepe. Po drugi svetovni vojni pa so ugotovili, da gospodarska rast ni igra z ničelno vsoto, ampak je dejansko igra s pozitivno vsoto. Ena izmed oblik povečanja trgovanja pa je tudi povezovanje, torej odstranjevanje ovir trgovanju. To pomeni, da interesi držav niso nujno diametralno nasprotni. Če ena izmed držav nekaj pridobi, ne pomeni, da je druga država izgubila. Zdaj pa si poglejmo še primer igre, kjer se dve gospodarski družbi odločata, ali boste vstopili na trg. Vsaka od gospodarskih družb ima na voljo dve strategiji: vstopiti ali ne vstopiti na trg. Spet lahko igro rešimo z eliminacijo strogo dominiranih strategij. Če se druga gospodarska družba odloči, da bo vstopila na trg, potem je za prvo gospodarsko družbo bolje, da vstopi na trg, saj je 15 večje od 0. Če se druga gospodarska družba odloči, da ne vstopi na trg, je za prvo družbo prav tako bolje, da vstopi na trg, saj je 20 večje od 0. Kot vidimo, je vstopi dominantna strategija za prvo družbo. Prav tako lahko ugotovimo, da je vstopiti na trg dominantna strategija tudi za drugo družbo. Ta igra je namreč tako kot priporniška dilema simetrična. To pomeni, da lahko strategije ne vstopiti na trg, kar izločimo. Dobimo torej Nashovo ravnotežje oziroma Nash equilibrium vstopi z izkupičkom 15-15. Kot vidimo, je skupna koristnost Nashovega ravnotežja vstopi 30, kar pa je več kot skupna koristnost, ki jo lahko dobimo pri katerikoli drugi kombinaciji strategij. To pa pomeni, da za razliko od priporniške dileme, to Nashovo ravnotežje vodi v učinkovit rezultat, saj je maksimirana skupna korist.